Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o operaciji Nepremišljeno. Končno je nad Evropo zavladal mir. Po 6 letih grenkih bojev je bila druga svetovna vojna končana in sovražnosti so se ustavile. Sile osi so bile končno poražene in lahko se je začelo obnavljanje uničenja infrastrukture. A medtem, ko je večina ljudi pričakovala obdobje miru in blaginje, se je nad njimi izgrinjala temna senca. Britanska vojska je snovala načrt za napad na Sovjetsko zvezo. Če bi do tega prišlo, bi lahko izbruhnil nov svetovni spopad. Tretja svetovna vojna. Britanski premier Winston Churchill je v govoru v parlamentu dejal: če bi Hitler napadel pekel, bi v spodnjemu domu vsaj naklonjeno omenil hudiča. S čimer je namignil, da je bil Stalin manjše zlo v primerjavi z Adolfom Hitlerjem. Ko je Nemčija leta 1941 napadla Sovjetsko zvezo, so Britanci tedaj sami stali proti nacistom. Napad na vzhodu je Sovjetsko zvezo spremenil v britansko zaveznico. Če ne bi bilo skupnih prizadevanj zaveznikov na vzhodni in zahodni fronti, Nemčija morda nikoli ne bi kapitulirala. Sovjeti so bili za Britance in Američane neprecenljiv zaveznik in obratno. A proti koncu vojne so se odnosi med zavezniki začeli krhati. Nemčija je bila na kolenih in Churchillova znana protikomunistična stališča so ponovno prišla na dan. Ideja o sovjetski dominaciji nad celotno vzhodno Evropo ga je navdajala z grozo. Najbolj ga je skrbela Poljska. Združeno kraljestvo je stopilo v vojno zaradi nacistične invazije na Poljsko. Zato je bilo vprašanje principa, da Poljaki živijo v svobodni in demokratični državi. Leta 1945 je bila Poljska pod nadzorom Rdeče armade. Čeprav je Stalin obljubil svobodne volitve, je bilo očitno, da bo država postala ena izmed njegovih satelitskih držav. To je bilo nekaj, s čimer se Churchill ni mogel sprijazniti. Rekel je: zgodile so se strašne stvari. Plima ruske dominacije se širi. To je eden najbolj žalostnih dogodkov v zgodovini Evrope, brez primere. Upanje moramo zdaj polagati v zgodnji in hiter obračun z Rusijo. Ko se je vojna bližala koncu, je Churchill razmišljal o začetku nove vojne, tokrat proti Sovjetski zvezi, v upanju, da bo Stalin pripravljen poslušati zahodne zaveznike. Tako je Churchill v začetku maja 1945 ukazal vojaškim poveljnikom, naj pripravijo načrt za napad na Sovjetsko zvezo na Poljskem. V načrtu pa naj bi sodelovali še vedno prisotni zavezniški vojaki v Evropi in celo ostanki nemške vojske Wehrmachta. Rok za napad je določil 1. julij 1945. Kolikor je bila ideja o napadu na Sovjete nepredstavljiva, so britanski strateški načrtovalci nalogo vzeli resno. Študija izvedljivosti napada je bila poimenovana Operacija Nepremišljeno. Dokument so primerov predstavili 8. junija 1945. Načrt je temeljil na hitrem napadu na sovjetske sile na Poljskem, po vzoru nemške bliskovite vojne Blitzkrieg iz leta 1939. Zavezniški napad je potekal v 2 glavnih frontah. Glede na to, da bi bilo treba določeno število enot uporabiti za nadzor nad zasedenimi ozemlji, so britanski načrti predvidevali sodelovanje 47 divizij, vključno s poljskimi in 10 divizijami nekdanjega Wehrmachta. Načrtovalci so pričakovali, da bi napad potisnil Rdečo armado nazaj do rek Odra in Nisa. Izid operacije bi bil odvisen od ene velike bitke, večinoma oklepne. V tej odlični bitki bi se Britanci in njihovi zavezniki srečali s številčno premočjo nasprotnika. Zmagoslavje na Poljskem bi lahko Stalina prisililo k pogajanjem o usodi Poljske. Popoln poraz Sovjetske zveze pa bi zahteval totalno vojno. Spopad takšnega obsega bi se verjetno razširil po vsej Evropi, na Bližnji vzhod, v Indijo in Daljni vzhod. Za zmago v takšni vojni bi morali zavezniki bodisi uničiti Rdečo armado do te mere, da bi vsak nadaljnji odpor nemogoč, bodisi uničiti gospodarsko in industrijsko moč Sovjetske zveze. Verjetno pa bi bilo treba uresničiti oboje. Zavezniki bi morali podreti globoko v sovjetsko ozemlje, vse do Urala, še dlje kot so prišli Nemci leta 1942. Sovjetska strategija bi bila najverjetneje obrambna, za uporabo ogromnega ozemlja in hudih vremenskih razmer, enako kot pri porazih Napoleona in Hitlerja. Britanci bi morali medtem braniti tudi britansko otočje. Čeprav Sovjeti ne bi mogli izvesti pomorske invazije, so bili sposobni raketnih napadov čez Rokavski preliv. Poleg taktičnih in strateških vprašanj se je pojavilo ključno vprašanje,
Ali so zahodni zavezniki sploh imeli voljo za novo vojno? Nedvomno so imeli nadvlado na morju in zraku. Britanci in Američani so med drugo svetovno vojno obvladovali oceane, sovjetska flota pa je bila neučinkovita. Toda ta premoč na morju ni veliko pomenila, saj so bile sovjetske tovarne in komunikacijska infrastruktura globoko v notranjosti. Tudi nadvlada v zraku ni bila zagotovljena za zmago. Čeprav so imeli Sovjeti veliko več taktičnih lovcev, namreč imeli so jih več kot 11.000, medtem ko so jih imeli zavezniki le 6.408. Britanci in Američani so imeli veliko bombnikov dolgega dosega, 2700 proti Sovjetom, ki so jih imeli le 960. A dolgotrajna vojna bi sčasoma izčrpala zračne sile zaradi izgub. Prava, dejanska težava pa so bile ogromne sovjetske kopenske sile. Zavezniki so načrtovali uporabo 47 divizij, skupno pa so imeli v Evropi 103 divizije, od tega 23 oklepnih. Sovjeti pa so imeli kar 264 divizij, vključno za 36 oklepnimi in dvakrat več vojakov. Tudi če bi vključili poljske in nemške enote, bi bila številčna premoč Sovjetov odločilna. To razmerje je veljalo le, če Američani ne bi umaknili svojih enot iz Evrope, saj se je vojna na Pacifiku še vedno odvijala. Američani niso bili naklonjeni začetku nove vojne, dokler ni bila Japonska dokončno poražena. In tudi po japonskem porazu ni bilo volje za novo vojno. Možje, ki so 6 let bojevali drugo svetovno vojno, niso želeli nadaljevati brez upravičenega razloga. Tudi britansko gospodarstvo si nove dolgotrajne in drage vojne ne bi moglo privoščiti. Na koncu je dokument Operacija nepremišljeno zaključil, da izida vojne s Sovjetsko zvezo ni mogoče napovedati, a da bi bila zmaga dolgotrajna in težka. 5. julija 1945 so v Združenem kraljestvu potekale splošne volitve, ki so prinesle spremembo oblasti. Churchilla je zamenjal Clement Attlee. Z novo vlado je Churchill moral opustiti svoje načrte za vojno proti Sovjetom. Dokument so britanske oblasti skrivale tudi pred svojimi najtesnejšimi zavezniki, Američani. Po vojni Churchill o njem ni nikoli spregovoril, niti v svojih spominih. Dešifriran je bil šele pol stoletja pozneje, leta 1998. In šele takrat je svet izvedel, kako blizu je bil 3. svetovni vojni. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.